bistvu gleda, da bo Obama zmagal z veliko prednostjo in seveda glavno vprašanje pa je, koliko mu bodo sedanje, zlasti finančne razmere, kolega dr. Križanič me je potolažil, da razmere, finančne razmere niso tako črne, kot morda na prvi izgled izgleda. In seveda vprašanje je, kako bodo te finančni okviri pravzaprav bodočemu predsedniku, upamo seveda, da bo to Barack Obama, dopuščali realizacijo njegovega programa, ki je dejansko, neke ameriške analitike govorijo o tem, da gre za določene elemente zahodnoevropskega socializma. Spomnimo se, da je McCain pravzaprav med zadnjimi žaljivkami, ki jih je naslovil na njega, je bila ta, da ga je zmerjal s socialistom. Če ste spremljali, mu je Barack Obama duhovito odgovoril na nedavnem nastopu, ko je rekel, upal, da me ne bo začel zmerjati še s komunistom, če bo ugotovil, da sem kot otrok v vrtcu razdeljeval igrače. Tako da, torej, absolutno, tudi ko je Kris omenil, torej on se ne bo šel revolucija, ampak se bo pa šel neka evolucija, in sicer evolucija v tisti smeri, ki je v knjigi jasno nakazana, v kateri smo rekli. Evolucija v smeri drugačne Amerike. Zdaj, ali bo mu to uspelo v 4 letih, ali mu bo to uspelo morda v 8 letih ponoviti mandat, je vprašanje. Verjetno po 8 letih predsednikovanja Obame, če gledamo od danes naprej, že lahko pričakujemo drugačno Ameriko.